v današnji epizodi o položaju tujcev v luči varstva pred diskriminacijo. Ljudje se pogosto soočajo z diskriminacijo pri zaposlovanju, naprimer zaradi imena, zaradi državljanstva, zaradi jezika, lahko je zgolj na glas tisti, ki jih izda, da niso od tukaj, spet narekovaj. Primer, nek tujec ima neko resno zdravstveno težavo, mogoče ga kap, postane invalid, neke resni zapleti. In sicer bo sistem za to se bo poskrbel, nudena mu bo nujna zdravstvena pomoč. Zataknilo se bo pa potem pri rehabilitaciji. Podcast zagovornika načela enakosti. Dober dan, dobrodošli v 23. epizodi podcasta zagovornika načela enakosti. Z gostjami in gosti se bomo pogovarjali o tem, kdo so tujci oziroma priseljenci, s kakšnimi ovirami se srečujejo pri integraciji v slovensko družbo in predvsem kje, kako in zakaj jim je kršena pravica do enake obravnave. Zakaj je ta trenutek to vprašanje sploh pomembno in zakaj vpliva na življenja vseh nas, ki bivamo in ustvarjamo v tej državi. Z nami so doktorica Veronika Bajt, raziskovalka na Mirovnem inštitutu, doktorica Polona Mozetič, doktorica prava, zaposlena v strokovni službi Varuha človekovih pravic, Tina Velišček, vodja programa Dnevnega centra za migrante in terenskega odziva pri Slovenski filantropiji, Združenju za promocijo prostovoljstva, in Boštjan Vernik Šetinc, samostojni svetovalec pri zagovorniku načela enakosti. K sodelovanju v pogovoru smo povabili tudi Ministrstvo za notranje zadeve, a se zanj niso odločili. Lep pozdrav vsem in hvala za sodelovanje v tem pogovoru. Preden začnemo, nekaj uvodnih misli. Zagovornik načela enakosti je osrednji samostojni državni organ za varstvo pred diskriminacijo. Pristojen je za ugotavljanje diskriminacije tako v javnem kot zasebnem sektorju. Varstvo pred diskriminacijo je skladno z mednarodnim pravom, direktivami Evropske unije in zakonom o varstvu pred diskriminacijo zagotovljeno vsem, ki bivajo v Sloveniji, ne le državljanom. Zagovornik se pri svojem delu srečuje tudi s primeri neupravičene neenake obravnave tujcev oziroma priseljencev, vključno s tistimi, ki imajo priznano mednarodno zaščito. Zagovornik spremlja položaj te skupine ljudi, ki se pogosto znajdejo v težavnih okoliščinah na področju zaposlovanja in dela, pri zdravstvenem varstvu in izobraževanju, dostopu do stanovanj, dobrin in storitev. Migracije ljudi so stalnica tudi v širšem evropskem okviru. Evropska komisija je tako januarja letos predstavila prvo strategijo za upravljanje azila in migracij. V njej je med drugim poudarila, da predvideni ukrepi temeljijo na spoštovanju temeljnih pravic v skladu z listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Tina Velišček, začela bom z vami. In sicer kot sodelavki Slovenske filantropije, ki že od leta 1992 nepretrgoma dela na področju položaja tujcev oziroma priseljencev. Vaše društvo ima uradni status organizacije, ki deluje v javnem interesu in je tudi humanitarna organizacija. Nam lahko za uvod pojasnite, s katerimi skupinami priseljencev oziroma migrantov se prednostno ukvarjate, kakšne programe izvajate z njimi oziroma zanje? Lepo pozdravljeni. Na Slovenski filantropiji nudimo podporo migrantom različnih statusov, se pravi tako imenovanim prosilcem za azil oziroma uradno prosilcem za mednarodno zaščito, kot tako imenovanim beguncem, se pravi osebam z mednarodno zaščito, z začasno zaščito, pa tudi mladoletnikom brez spremstva, nedokumentiranim migrantom in tudi na koncu migrantom delavcem, migrantom študentov, pridruženim družinskim članom, kar nekaj različnih kategorij, ker je zadeva kar kompleksna. Seveda pa velik poudarek dajemo na ranljive skupine, se pravi mladoletne brez spremstva, ženske in otroke, LGBTQ posameznikom, pa tudi socialno ogroženim na splošno, ker tisti, ki si nekih storitev seveda ne morejo privoščiti na trgu, so ponavadi najbolj ogroženi in najbolj potrebni neke pomoči.
Zdaj, na filantropiji imamo ogromno enih projektov in programov za različne skupine migrantov. Če bi mogla nekako strniti, kaj počnemo, bi rekla, da delamo na zagovorništvu pa na integraciji. Zagovorništvo zajema konec koncev tudi to, da sem danes tukaj, ne? Se pravi na opozarjanje na težave in izzive, ki jih imajo migranti, prizadevanje za spremembo zakonodaje, za neko boljšo in bolj enakopravno obravnavo. Pomoč pri integraciji je pa vse, kar delamo v okviru naših projektov. Zdaj, da mogoče naštejem jih samo neki. Na filantropiji deluje Dnevni center za migrante, ki je nek varen prostor, kjer nudimo različne aktivnosti migrantom za integracijo, od tečajev jezika do različnih delavnic, predavanj, povezovanja z lokalno skupnostjo, prostočasnih aktivnosti in podobnih zadev. Potem imamo en program, ki je bolj osredotočen na svetovanje, na spravi individualne, kompleksne primere situacij, pa na pomoč pri urejanju življenjskih situacij. To zajema v bistvu vse od iskanja stanovanja, službe, urejanja statusa, vpis otrok v šolo in tako dalje. Veliko imamo tudi programov za otroke oziroma mlade, organiziramo tabore, mladinske izmenjave, učno pomoč za otroke. En dan imamo posebej namenjen za ženske in otroke v dnevnem centru. Ogromno delamo tudi zadnje čase na prepoznavnosti medkulturne mediacije, pomena tega za v bistvu priseljence pri nas, ampak o tem mogoče malo kasneje. Omenila bi pa še pro bono ambulanto. Pro bono ambulanta je pa namenjena v bistvu vsem osebam, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja pri nas, ne samo priseljencev, čeprav veliko od njih so prav priseljenci, in ko v bistvu ti ljudje zbolijo oziroma rabijo neko zdravstveno obravnavo in zavarovanja nimajo, so tam zdravniki prostovoljci, ki pomagajo pri tem. In s tem bi recimo tudi zaključila, ne, glavni pri našem delu oziroma od glavnega pomena so prav prostovoljci in prostovoljke. Brez njih v bistvu naše delo ne bi bilo mogoče. Doktorica Veronika Bajd, glede na to, kakšen nabor različnih storitev, aktivnosti, podpornih programov, projektov je naštela gospa Velišček, mogoče pogledamo na današnjo temo še z raziskovalnega vidika. Vi namreč prihajate z Mirovnega inštituta, Inštituta za sodobne družbene in politične študije. Med drugim na Mirovnem inštitutu že vrsto let opravljate raziskave tudi z področja varstva človekovih pravic, med njimi tudi take, ki se nanašajo na različne vidike položaja tujcev oziroma priseljencev. Lahko na kratko povzamete ključne teme, s katerimi ste se v zadnjih letih ukvarjali, oziroma katere so danes najbolj aktualne teme v povezavi s položajem in pravicami tujcev oziroma priseljencev. V nadaljevanju bomo pa potem še mogoče spregovorili bolj podrobno o tem ciljno-raziskovalnem projektu. Zdaj pa mogoče bolj strnjeno, kakšna so ta področja, ki ste jih vi obravnavali. Ja, hvala lepa za povabilo in pozdravljeni še z moje strani. Res je, na Mirovnem inštitutu je v bistvu današnja tema, o kateri se pogovarjamo že vrsto let v ospredju. Bi se pa mogoče osredotočila na moje lastne izkušnje. V zadnjih letih sem se, bi rekla, v svojih raziskavah ukvarjala ali pa če rečem osredotočala na več medsebojno povezanih, prepletenih tem, ki zadevajo nekako položaj migrantov oziroma priseljencev v Sloveniji, pa tudi širše v Evropski uniji. Ena ključnih, bi rekla, linij raziskovanja je povezava med migracijami, trgom dela in rečemo temu socialno pravičnostjo. Zdaj rezultati raziskav na tem področju kažejo, da v bistvu pojav začasnih migracij, ki je še vedno v porastu, začasnih delovnih migracij, v bistvu, da to pogosto poteka nekako v pogojih negotovosti, segmentacije trga dela in pravzaprav omejevanja dostopa do pravic oziroma bi rekla omejenega dostopa do pravic. Zdaj, migranti so pogosto umeščeni v neke bolj prekarne oblike zaposlitve in to seveda odpira potem vprašanja enakosti, zaščite delavskih pravic, pa tudi dolgoročno vprašanje integracije. Drugo tako pomembno področje, ki bi ga jaz izpostavlja, so tako imenovane krimigracije oziroma pojav kriminalizacije migracij, torej preplet migracijskih politik in kaznovalnih praks.
Tukaj raziskave pokažejo, da se migracije vse bolj obravnavajo v bistvu skozi to varnostno prizmo, a ne skozi vidik varnosti, in to seveda vodi v prakse nadzora, omejevanja gibanja in v nekaterih primerih tudi nažalost v kršitve človekovih pravic. En tak primer so recimo nezakonita vračanja oziroma tako imenovani pushbacki. Tretji fokus, ki se mi ga zdi vredno izpostaviti, je pa integracija. Ključno vprašanje tukaj je, a so zdaj recimo politike integracije nekako ali dejansko vključujejo glasove ljudi, ki jih zadevajo, a ne, torej priseljencev, migrantov, ali pa mogoče ostajajo še vedno bolj povezane z nekimi starimi praksami asimilacije oziroma delujejo po nekem, bi rekla, pokroviteljskem, paternalističnem načelu, a ne. Tako da v zadnjih letih smo na primer analizirali tudi, kako v Sloveniji izobraževalni sistem nekako odgovarja na potrebe otrok s priseljenskim ozadjem. Kar nekaj let nazaj smo tudi pač integracijo raziskovali skozi to poglobljeno prizmo, kot sem rekla, vključevanja na trg dela in tudi vsekakor druga področja življenja. No, pomemben vidik je tukaj tudi poudarek na v bistvu dimenziji spola, torej posebej raziskovanje izkušenj priseljenk, žensk migrantk, zato ker ta uspoljena perspektiva v bistvu tudi pogosto razkriva neke zelo specifične mogoče ovire, s katerimi se soočajo, pa mogoče ostajajo prezrte, a ne v bolj teh mainstream debatah. No, in za konec mogoče bi izpostavila nekako te tri ključne teme. Po eni strani normalizacija teh restriktivnih migracijskih politik na splošno v Evropski uniji, po drugi strani imamo to prekarizacijo oziroma dolgotrajno prekarizacijo delovne sile migrantov in kot tretji vidik bi rekla nekako izzivi vključevanja v kontekstu seveda naraščajoče družbene polarizacije in ksenofobije. Doktorica Polona Mozetič, glede na to, kar ste slišali od gospe Velišček in doktorice Bajt, govorimo o zelo raznoliki družbeni skupini, ko govorimo o migrantih oziroma priseljencih in se lahko srečujejo z raznolikimi izzivi in težavami, tudi s kršitvami človekovih pravic na različnih vsakdanjih in družbenih področjih. Kakšne so torej pristojnosti varuha človekovih pravic, ko gre za vprašanje varstva pred diskriminacijo in pa varstva drugih človekovih pravic, tujcev oziroma priseljencev? In, kar se nam zdi zelo pomembno tudi, v kakšnem razmerju so pristojnosti varuha človekovih pravic glede na zakonske pristojnosti in naloge zagovornika načela enakosti? Ja, lep pozdrav. Zdaj, varuh človekovih pravic je nacionalna institucija za varovanje človekovih pravic, a ne, v Sloveniji. Januarja 2021 je bil varuhu priznan status A, kar pomeni, da je nekako popolnoma skladen s pariškimi načeli Združenih narodov. Med temi načeli so recimo neodvisnost, širok mandat, učinkovita pooblastila. Zdaj, varuh v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, ki jih izbere na javnem razpisu, izvaja tudi naloge državnega preventivnega mehanizma na podlagi opcijskega protokola Konvencije proti mučenju. In v zadnjem času se nam verjetno obeta, oziroma skoraj zagotovo se nam obeta tudi to, da bomo pridobili pristojnost izvajanja tega tako imenovanega mehanizma spremljanja spoštovanja temeljnih pravic po novem paktu o migracijah in azilu. Tako da vsa ta pooblastila nekako varuhu omogočajo, da spremlja dosti dobro položaj migrantov in obravnava tudi pritožbe oziroma pobude o kršitvah njihovih pravic. Zdaj, v bistvu položaj varuha in zagovornika načela enakosti se mogoče v nekih malenkostih celo malo prekrivata. Zdaj, varuh človekovih pravic pokriva cel spekter, a ne, človekovih pravic, vključno z diskriminacijo. Zagovornik
je zagovornikov položaj tukaj mogoče malo ožji, je pa res, da je varuh pristojen izključno v razmerju do oblastnih organov, torej do državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, medtem ko je zagovornikova vloga veliko širša, med drugim lahko obravnava tudi domnevne kršitve fizičnih in pravnih oseb. Tudi v postopku se nekoliko razlikuje, ta varuhova pristojnost je neformalna, kar pomeni, da nima na voljo nekih mehanizmov, s katerimi bi lahko prisilili recimo te oblastne organe, da kakorkoli ukrepajo oziroma odločajo, postopajo. Medtem ko ima zagovornik nekaj več, tudi teh pooblastil. Tako da v končni fazi bi rekla, da to, koliko oblastni organi upoštevajo priporočila, stališča, ugotovitve varuha, je v veliki meri stvar neke pravne kulture in tega, koliko se zavedamo pomena neodvisnih nadzornih institucij v neki demokratični družbi. Boštjan Vernik Šetinc, še z vami bi želela spregovoriti. Ko govorimo o tujcih, migrantih, priseljencih, o kom pravzaprav govorimo z vidika zakona o varstvu pred diskriminacijo? Katere osebne okoliščine so tiste, ki tudi presečno opredeljujejo to skupino ljudi in jim je prav tako zagotovljeno varstvo pred diskriminacijo? Prepoved diskriminacije je temelj zaščite ljudi s pravom človekovih pravic. Vsi ljudje smo enaki v svojem prirojenem dostojanstvu ter enaki vrednosti in diskriminacija pač pomeni njuno zanikanje. Vsem, seveda tudi tujcem, grejo enake in neodtujljive človekove pravice in svoboščine. In zdaj to predalčkanje oziroma razločevanje ljudi na podlagi tega, kakšne osebne okoliščine pri njih zaznamo, je sicer zanimivo za razumevanje, ampak treba je poudariti, da med ljudmi, ki so tujci, je pač zelo velika raznolikost. To pomeni, da vseh tujcev ne moramo dati v en sam predalček, ki bi nam omogočil razumevanje problema diskriminacije. Problema, kako se oni soočajo z diskriminacijo. Kdo so tujci? Najprej je tukaj ta osebna okoliščina državljanstva kot pravni status. Tehnično so pač tujci vsi, ki nimajo slovenskega državljanstva. Vendar je že tukaj, pač, ko obravnavamo problem diskriminacije, status kar relativen. Pred diskriminacijo zaradi državljanstva se namreč varuje tudi, če neko sporno ravnanje zaradi državljanstva temelji na neki napačni percepciji kršitelja, češ, da nekdo ni dovolj naš. Lahko se je ob kršitvi nekdo recimo zmotil, je mislil, da nekdo nima državljanstva, pa ga ima. Ali pa, nasprotno, nekoga nalašč obravnava tako, kot da nima državljanstva, čeprav ga ima. Naprimer, kakšno nadlegovanje v slogu, če ti kaj ni prav, se vrni od tam, kjer si bil in podobno. Po drugi strani se pa nekatere tujce vseeno obravnava, kot da so bolj naši. Naprimer tiste, ki imajo slovensko etnično poreklo. Njim državljanstvo zelo redko oporekamo, dobijo ga lažje kot drugi, tudi če sploh recimo ne znajo slovensko. Možno je tudi, da se koga obravnava, kot da ni dovolj naš, ker je preveč povezan z nekim tujcem, naprimer, da je poročen z nekom, ki prihaja iz neke posebej nezaželene države ali kaj podobnega. Tako da diskriminacija tujcev, migrantov oziroma priseljencev ima zelo veliko obrazov, razlog za diskriminacijo pa je v bistvu odvisen od nekega konteksta. Včasih je razlikovanje očitno upravičeno, recimo kdo lahko postane poslanec državnega zbora, drugič pa očitno vedno neupravičeno, naprimer, če se nekoga zaradi tega nadleguje. Podrobnosti teh različnih skupin tujcev so lahko sicer pomembne, gospa je omenjala, kakšne kategorije tujcev poznamo, vendar pač
je treba poudariti, da so tudi meje med temi predalčki znotraj predalčka tujcev zelo, bi rekel, niso vedno jasne ali pa se deloma prekrivajo, lahko so tudi malo prehajajo med sabo. Status državljanstva in predvsem tudi, kar je bilo že omenjeno v zvezi s temi statusi tujcev, potem kombinacija vprašanjem, kakšen pa imaš status urejen pri nas, se pravi različne oblike statusov prebivališča, stalnega prebivališča in tako naprej, so velikokrat lahko tudi v bistvu vzvod za posredno diskriminacijo, predvsem zaradi rase, etničnega porekla, včasih tudi jezika in drugih osebnih okoliščin, ne. Težko dobiš ta status, ker moraš biti dovolj dolgo v državi in ta pogoj imeti ta status ti lahko povzroča nesorazmerno veliko težavo, takrat, kadar je neupravičen tak status, ne, ki se ga postavi pravzaprav zato, da bi se skrilo tudi možno izločevanje tujcev. Tako da ti položaji so pač povezani tudi z drugimi osebnimi okoliščinami. Omenil bi tudi pripadnost ali pa povezanost z manjšino, rojstvo, ta krvna vez s predniki in pa jezik. Državljanstva oziroma tega je nekdo tujec, se pač ne vidi, razen če se opaz barvo kože, nek jezik, slog oblačenja, posebna pokrivala, simbole, ki jih človek nosi. V zvezi z uporabo pojma rasa bi pač povedal, da ta pojem seveda uporabljamo pri svojem delu, ampak zadržano, ker gre za miselni konstrukt, da je človeštvo sploh možno deliti na posamezne rase in jim na primer pripisovati kakšno več ali pa manj vrednost. Če smo pri zagovorniku recimo ugotovili rasno diskriminacijo, to pač pomeni, da je nekdo nekoga razlikoval zaradi tega konstrukta, ne pa da je rasa res lahko resnična lastnost ljudi. Ob tem, ko govorimo o rasi, je pač zanimivo mogoče tudi govoriti o širjenju razumevanja pojma rasa, naprimer govorimo o rasizaciji oziroma rasnem predalčkanju ljudi s kakšnimi verskimi prepričanji, to je še posebno tipično recimo pri muslimanih, potem je tukaj recimo pojem kulturni rasizem in še naprej bi lahko razpravljali o tem. Vse to povem zato, da razumemo, kako kompleksno je pravzaprav vse to, o čemer se pogovarjamo in na koncu, ne, vsak tujec je seveda lahko diskriminiran tudi zaradi kakšne drugega razloga, ne samo zato, ker je tujec, pač zaradi spola, zaradi starosti, invalidnosti in tako naprej. Doktorica Bajd, gospod Vernik Šetinc je v bistvu že nanizal in pojasnil nekatere osebne okoliščine, govoril je o rasi, o nacionalnosti, o veri. V letih 2019 do 2021 ste na Mirovnem inštitutu izvedli ciljno-raziskovalni projekt Zmanjševanje in odpravljanje diskriminacije na podlagi etničnosti, rase, nacionalnosti in ali vere, ki ste ga financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in zagovornik načela enakosti. Vi ste bili vodja tega projekta. Katere so ključne ugotovitve iz te raziskave? Katere primere diskriminacije priseljencev oziroma tujcev ste v tej raziskavi lahko še posebej osvetlili? Ja, mogoče preden odgovorim, se na kratko navežem še na Boštjana. Mislim, da je izjemno pomembno to, na kar je opozoril, in tudi v bistvu v knjigi, ki izhaja iz tega projekta, te kategorije, ki so v bistvu izhajajo iz nekih formalnih, zakonsko opredeljenih statusov osebnih okoliščin in s katerimi se ljudje pravzaprav sploh ne nujno identificiramo, a ne. Pravzaprav poimenujem to z imenom etnična diskriminacija, ki nekako vsebuje vse te različne kategorizacije in hkrati v bistvu po moje zaobjame ta pojav v celostnosti, ki v bistvu pomeni, da sem lahko jaz diskriminirana zato, ker nekdo misli, da sem A, B, C, D, a ne, tako kot sem rekla, ni pa nujno, da se jaz sploh s tem identificiram. Skratka, gre za neko pripisano osebno lastnost oziroma nekaj, kar ne bi bilo nespremenljivo, na to jaz ne morem vplivati.
Zdaj, naša raziskava, ki je v bistvu potekala v času koronavirusa in je bila zato precej kar težavno jo v bistvu izvesti, pa vendarle smo dobili, bi rekla, nekaj res zanimivih rezultatov in podatkov, je nekako potrdila to, kar pravzaprav sej vemo, a ne, v Sloveniji diskriminacija obstaja, to je dejstvo, čeprav se morda o tem ne govori toliko ali pa ljudje so prepričani, da smo pa to že presegli, v bistvu saj ne diskriminiramo, a ne, delodajalci pač se držijo določene delovne zakonodaje, vsi imamo neko regulacijo in vsak zase smo verjetno prepričani, da jaz pa že ne diskriminiram, a ne, skratka ne izvajam neke neenake obravnave do ljudi zgolj na podlagi neke osebne okoliščine. Pa vendarle znova in znova v bistvu nam podatki kažejo na to, predvsem ko govorimo z ljudmi, ki so potencialno žrtve oziroma tarče teh diskriminatornih praks, ne samo da doživljajo diskriminacijo, ampak da je to dejansko problem, ki vpliva na njihovo življenje v kar nekaj, bi rekla, zelo negativnih vidikih. Tako da diskriminacija, kot ste prebrali, a ne, uradno naslov je bil na podlagi osebne okoliščine, narodnosti, državljanstva, barve kože in religije, je problem, bi rekla, ki je v Sloveniji prisoten še posebej na področju zaposlovanja oziroma na delovnem mestu, v zdravstvu, pri dostopu do storitev, na stanovanjskem trgu zelo in pa tudi v upravnih postopkih. V bistvu podatki so pokazali, da to diskriminacijo nekako najpogosteje doživljajo osebe, ki jih obstoječa zakonodaja in večinsko prebivalstvo obravnava kot tujce. To je zdaj ta beseda, ki ste jo že uporabili, a ne, ki jo skušamo zapopasti, zaobjeti, kaj to je. In še posebej močno je prisotna v bistvu v odnosu do prosilcev za mednarodno zaščito, torej tako imenovanih prosilcev za azil in do beguncev. Te osebe še posebej v bistvu poročajo tudi o izkušnjah etničnega profiliranja strani policije. To je zelo problematično, ne? No, nekatere osebe dejansko doživljajo vsakodnevne negativne opazke v javnosti, sovražni govor na spletu in tako naprej. Tudi odnos do romske populacije kaže v bistvu ves čas prisotne diskriminatorne prakse, ne glede na to seveda, da ima pravno formalno romska skupnost zagotovljene enake pogoje, ne, torej pogoje za enakopravno življenje v Sloveniji, pa vendarle se v praksi kaže, da je veliko, še vedno veliko diskriminacije, predvsem na področju zaposlovanja, pa tudi izobraževanja. Zdaj, naš projekt je nekako v ključnih ugotovitvah, bi rekla, izpostavil, da je diskriminacija sistemska in da je večplastna, torej da se ne dogaja zgolj na tej individualni ravni in kot sem že izpostavila, no, da se kaže res na teh večjih ravneh, izpostavljam 4, na trgu dela. Ljudje se pogosto soočajo z diskriminacijo pri zaposlovanju, naprimer zaradi imena, zaradi državljanstva, zaradi jezika, lahko je zgolj na glas tisti, a ne, ki jih izda, da niso od tukaj, spet narekovaj, a ne. Torej, soočajo se tudi z omejenimi možnostmi napredovanja na delovnem mestu, slabšimi pogoji dela in tako naprej, ne. Na področju stanovanjske politike težji dostop do najema stanovanj, nekatere skupine so povsem v bistvu izločene tudi, a ne, iz dostopa do neprofitnih stanovanj, do tega, da recimo je situacijsko testiranje pokazalo, da gre za povsem neposredne zavrnitve, kot sem že rekla, recimo ne begunca pa ne, to pa sploh ne, tega pa nočem za najemnika, ne. V dostopu do storitev imamo tukaj zdravstvo, javne institucije, kjer prihaja mogoče do bolj subtilnih oblik, ne, izključevanja ali pa neenake obravnave, in v izobraževanju žal, čeprav je to področje v smislu integracije, ki je nekako najbolj razvito v Sloveniji in kaže nekako mogoče najboljše rezultate glede vključevanja priseljencev, otroci migrantov, romski otroci so še vedno soočeni pogosto z nekimi mogoče nižjimi pričakovanji, pa tudi z neko mogoče pomanjkljivo institucionalno podporo, ne. Gospa Velišček, doktorica Bajd pravi, da je diskriminacija večplastna in sistemska.
kaj pravijo vaše izkušnje z neposrednim delom na terenu. Videla sem, da ste tudi večkrat pokimali, ko je doktorica Bajt izpostavljala vse te vidike diskriminacije, s katerimi težavami oziroma kršitvami človekovih pravic, zlasti do nediskriminacije, se pri vašem neposrednem delu z ljudmi vi najpogosteje srečujete. Ja, jaz sem kar veliko kimala, ker je Veronika lepo naštela glavna področja, ki so težavna. Jaz si bom zdaj sicer ponovila, ampak bom šla pa bolj mogoče v konkretne primere, ker se mi zdi, da to kaže potem na tisto bistvo problema. Ne. Ko sem sodelavce tudi povprašala, ne, kaj mislijo, smo vsi soglasno bi začeli z zdravstvom. Ne. Zdaj spet bi rada poudarila, ne, različni statusi tujca imajo različne pravice, jaz ne bi šla rada v podrobnosti in v zakonske stvari, bi govorila mogoče malo bolj nasplošno, čeprav so izjeme in so razlike pri različnih statusih. Ne. Je pa dejstvo, da nekateri statusi tujcev nimajo pravice do osnovnega zdravstvenega zavarovanja, ampak samo do nujnega zdravstvenega zavarovanja. Tukaj je velika razlika, ne. Spet ne bom šla pravno formalno, kaj to pomeni, ampak mi radi rečemo, da to pomeni, ne, da lih umret te sistem ne bo pustil, ampak kakovosti življenja, ki si ga imel pred neko težavo, ti pa ne bo povrnil. Ne. Primer, nek tujec ima neko resno zdravstveno težavo, ne vem, mogoče ga postane invalid, neke resni zapleti. Ne. In sicer bo sistem za to osebo poskrbel, nudena mu bo nujna zdravstvena pomoč. Ne. Zataknilo se bo pa potem pri rehabilitaciji. Ne. Do rehabilitacije pa ta oseba ni upravičena in potem seveda pač ne more več, mogoče ni zmožna več samostojnega življenja oziroma je njeno kvaliteta življenja lahko zelo ogrožena, medtem ko nekdo z zavarovanjem bi imel za to poskrbljeno. Ne. Mogoče še ena večja skrajnost je to, ko oseba potrebuje neko institucionalno varstvo, ali zdaj je to dom za starejše ali pač neko bivanje v neki posebni instituciji. Ne. Če nima zavarovanja, se pravi, če ima samo nujno, do tega ni upravičena. Ne. In ogromno primerov srečujemo takih, da so to ljudje, tujci, ki pač potrebujejo to, nimajo sredstev, nimajo neke druge možnosti, ampak enostavno to ni mogoče. Potem so pa tudi primeri, kot je, ne vem, zdaj sem se spomnila enega dijaka srednje šole, ki mora nujno opraviti prakso, zato da nadaljuje svojo izobrazbo, se pravi, da zaključi letnik. Ne more narediti prakse, ker nima zavarovanja. Če nima zavarovanja, ne more narediti prakse. Ne? In se pravi, spet nek začaran krog, ko je to dejansko onemogoča osebi kako bi rekla, kvalitetno življenje ali pa možnosti da izbere svoj poklic. Zdaj, če pa osebe imajo zavarovanje, veliko tujcev tudi ima urejeno zdravstveno zavarovanje, ne, se zatakne s tem, da prvič lahko ne dobijo zdravnika. Pa ne samo zaradi tega, kot zdaj recimo državljani, ker je pač zdravnikov malo, ampak tudi zaradi tega, ker zdravniki avtomatsko zavračajo tujce. Če slučajno jih dobijo, se dostikrat zgodi, da jih ne želijo obravnavati ali pa da jih ne želijo obravnavati brez tolmača. Tukaj je spet ta zadeva, pri kateri trčimo na vsakem področju življenja. Ne? Tolmač, medkulturni mediator, prevajalec, čisto odvisno, kaj točno rabimo, je glavni pri reševanju tega problema komunikacije in kakovost obravnave je odvisna od tega, a se bomo mi med sabo razumeli. Ta odgovornost je večinoma preložena na pacienta, ne glede na to, da imamo zdaj in na filantropiji in druge možnosti v bistvu tolmača. Je to še zelo slabo razvito, tudi zdravstveno osebje o tem ni še informirano, nismo še čist tam, kjer bi želeli biti in zato se v zdravstvu zelo malo uporabljajo tolmači. Pa tudi, če je še ta problem, ne, da enostavno ni dovolj časa, zdravniki si potem ne vzamejo dovolj časa, ker pač seveda tolmačenje terja čas in je treba v bistvu 2-krat toliko časa za nek pogovor imeti, kar pa večinoma ni niti mogoče. Še ena stvar je to, da tudi zdravstveno osebje pogosto ni informirano o različnih pravicah tujcev z različnimi statusi. Ne, in potem pride nekdo k zdravniku, ki seveda ima pravico do neke brezplačne obravnave ali pa storitve, ampak te ne dobi, ker pač osebje ne ve tega. Zdaj, ne pravim, da so absolutno krivi samo oni oziroma točno tista zdravnica ali pa medicinska sestra, ki tega ne ve, ampak da je pač enostavno teh informacij še ni. Pogosto imajo te osebe neke drugačne dokumente, mogoče nimajo zdravstvene kartice, ampak imajo neke druge stvari. In tukaj nismo še tam, da bi recimo imeli nek sistem, kako se to prepozna in tukaj je še zmeraj zelo pomembno to zagovorništvo. Ne? In to, da v bistvu mi, nevladniki in nekateri drugi pač ustrajamo pri tem, opozarjamo in poskušamo pač informirati ljudi. Veliko je tudi primerov, v bistvu, ko bi mogli biti otroci tujcev zavarovani, pa niso, ali zaradi nekih težav staršev, ali finančnih, ali nekih težav pri urejanju statusov, dolgotrajnih postopkov,
ki sicer niti ni nujno, da je odgovornost tujcev, ampak recimo neka postopek na upravni enoti traja, ta čas v bistvu uradnega statusa še ni, kar pomeni, da otrok ni zavarovan in če se mu kaj zgodi, spet velikokrat prestanejo taki otroci v pro bono ambulanti. Pa da gremo zdravstva, da ne bom predolga, ne? Takoj naslednja je nastanitev, kot je že Veronika omenila, ne? Najemodajalci ne želijo oddajati tujcem, ne želijo jim prijaviti stalnega naslova, tudi če v bistvu to je zakonsko pravica. Oddajajo neprimerna stanovanja, imajo neprimeren odnos do tujcev oziroma imajo že v bistvu neke čudne prakse zraven, kot to, da vstopajo v stanovanje brez dovoljenja, da zahtevajo neka doplačila, da jim ne dajo na vpogled položnice. Zelo malo je na voljo državnih pa občinskih stanovanj za tujce, nekateri sploh niso upravičeni do kandidature, tudi če so, zelo malo primerov je, ko dejansko ta stanovanja dobijo, pa žal tudi niso upravičeni do subvencij nekih tržnih najemnin. Kar pomeni, da v bistvu že od štarta imajo res slab položaj. Mi včasih na filantropiji se pohecamo, da če želi kdo si uničiti dan, lahko poiščeš kakšno stanovanje za migranta, ne? Od zaposlenih do praktikant, kdorkoli, 3 klice narediš, pa je tvoj dan za zaključiti, pa za iti domov. Potem spet druga stvar, zaposlovanje, ne? Kot je že Veronika omenila, ogromno je izkoriščanja na delovnem mestu. Slabi pogoji dela, ni plače, ni regresa, ni dopusta, nadure. Dostikrat se zgodi, da delodajalec ne uradno prijavi zaposlenega, tudi če pride do nekega podpisa pogodbe, v bistvu oseba ni formalno zaposlena in ko pride do nekih komplikacij, šele to kasneje ugotovi. Dostikrat tudi je problem to, da so tujci kljub njihovi izobrazbi, imajo zelo visoke pogoje glede znanja jezika in potem imamo v Sloveniji, ne vem, zdravnike in razni drugi visoko izobražen kader, ki pa ne more delati, tudi če ima nek nivo slovenščine, ker je problem, da v bistvu se zahteva zelo, zelo visoka raven, enako je tudi pri vpisu na kakšno šolo ali pa univerzo. Potem je eno področje, ki mu mi rečemo urejanje življenjskih situacij, ne, in zajema zelo različne vidike. Ena glavnih stvari, s katero se mi soočamo, je odpiranje bančnih računov. Tujcem ne želijo banke, nekatere oziroma večina bank ne želi odpreti bančnih računov tujcev iz določenih držav, ki so na seznamu tako imenovanih terorističnih držav, kar večinoma nima nobene veze s tem tujcem, ki trenutno živi v Sloveniji, pa želi delati in če želi delati, rabi bančni račun. Dogaja se tudi, da tujcem, ki že imajo odprt račun, lahko že veliko časa pri neki banki brez razloga v bistvu osebnega zaprejo bančni račun, ker pač prihaja z neke države, tudi če je, ne vem, prej imel 10 let odprt račun, pa ni bilo nobenih težav. Nekateri težko dobijo kredit, težko dobijo obročno odplačevanje, spet, kakor sem rekla, prevajalec je predvsem dostikrat lahko tukaj problem. Večina naših javnih institucij komunicira izključno v slovenščini, ne, se pravi, upravna enota, Center za socialno delo vztrajajo pri tem, da je uradni jezik slovenščina, kar je sicer razumljivo, ampak po drugi strani spet se ta odgovornost za zagotavljanje prevajalca prevali na osebo, ki to storitev potrebuje, kar je večinoma tudi zelo težko, ker ni tako enostavno dobiti tolmača. Šolstvo je tudi Veronika omenila, ne, v šolstvu se zelo velikokrat zgodi, da se v bistvu šole izmikajo vpisa tujca v šolo, poskušajo nekako preusmeriti te učence na kakšno drugo šolo in tako. Veliko časa se tudi čakajo nekateri tujci za vpis v šolo, tudi, ne vem, po 2-3 mesece otrok pride v Slovenijo in ne obiskuje šole. Prosilci za azil nimajo pravice do vpisa otroka v vrtec. Spet je ena taka stvar, ki je lahko, ne, prosilci za azil so lahko prosilci za azil leto, 2, tudi več, in v tem času pač otroci niso del nekega formalnega izobraževanja. Zelo malo je, pomanjkljiva je velikokrat podpora pri učenju jezika. Otrok je vržen v nek razred, lahko je to otrok tudi že v srednji šoli, ki ne govori nič jezika, in podpora je lahko včasih zelo minimalna, no. S tem, da spet poudarjam, izkušnje z nekaterimi šolami so boljše, z nekaterimi slabe, ne pravim, da so vse slabe, ne. In enako je tukaj recimo pri učiteljicah, ne. Jaz bi najprej rada poudarila to, da ni odgovornost učiteljstva, da definitivno nimajo ne dovolj časa, ne dovolj znanja, da bi se ukvarjale s kakršnimi koli otroci, ki imajo neke dodatne potrebe, in to je treba nasloviti. Ampak hkrati imamo pa tudi primere odkritega rasizma učiteljic, ki zavračajo otroka tujca in ki odkrito o tem govorijo, ne. Potem hkrati v kombinaciji z nekim bullyingom sošolcev.
ki ne sprejemajo tujih otrok. Potem pa še ena stvar, ki je mogoče malo spregledana. Ena stvar je to, da tujce dostikrat avtomatsko v šoli usmerjajo v neke prilagojene programe z nekim nižjim standardom, tudi če je mogoče ovira samo jezik ali pa oziroma neka kulturna neprilagojenost na začetku. Po drugi strani je pa lahko tudi obratno, da se neke težave otroka spregleda, ker reče, pa se ne govori jezika, pa se je živel 3 leta v begunskem centru, pa v bistvu itak, da se ne zna obnašati. Je pa lahko tukaj neka težava, ki se odkrije še veliko kasneje in otrok ne dobi pravočasno pomoči. Potem pa mogoče samo še ena stvar, če lahko povem recimo o nekem odkritem rasizmu, kar je tudi že govorila Veronika, se pravi nekih verbalnih napadih na ulici, nekih, legitimiranja. Mi smo imeli primer enega fanta, ko je rekel, da so ga iz azilnega doma na Viču do filantropije, ki je 15-minutni sprehod, niti ne po glavni cesti, razen da je treba čez Tržaško 7-krat ustavili policisti in legitimirali. Potem si predstavljate, da če je vas kdaj v življenju že legitimiral policaj, ponovadi je bilo, kadar ste naredili kaj narobe, ali pa je slučajno bila tam neka kontrola 7-krat, pa verjetno se nobenemu ni zgodilo. Zaključila bi pa še z enim primerom, ki je nedaven in ki mi je meni zelo žal, da ne bomo nič ukrepali glede tega. Je pa ena punca, ki obiskuje srednjo zdravstveno šolo in mora narediti prakso, opravljati v šoli. In praksa v univerzitetnem kliničnem centru in ni dovoljena, ker je tam dress code oziroma pravilo, da ne more imeti naglavne rute. To je zadeva, lahko sicer opravlja prakso drugje, kar pomeni, da v domu starejših občanov, bi si pa ona res tega želela. Ampak hkrati večinoma, velikokrat tujci ne želijo iti tukaj v neko prijavo oziroma v neke nadaljne postopke, ker si želijo samo mir in to, da jih pustijo in da živijo tako kot ostali ljudje, brez da bi rabili neki se pritoževati in boriti za svoje osnovne pravice. Doktorica Mozetič, slišali smo, da se v bistvu tujci oziroma priseljenci srečujejo z nekimi oblikami kršitve človekovih pravic lahko na čisto vsakem koraku vsakdanjega življenja. In če izhajate iz dosedanjega dela Varuha človekovih pravic, s kakšnimi težavami se tujci oziroma priseljenci srečujejo pri nas, kakšna so tista področja teme, kjer je bil Varuh človekovih pravic glede položaja priseljencev v zadnjih letih še posebej dejaven? Veliko teh tem je bilo pravzaprav že omenjenih. Recimo bančni računi, rasno profiliranje, dostop do zdravstvene oskrbe, domske oskrbe, tudi problem šolstva. Veliko tega sta sogovornici pred tem že se dotaknili. Zdaj pa, če bi izhajala pa prav v bistvu tako iz dela varuha, bi rekla, da neka pa res taka stalnica skozi leta pa je to, da se mnogi pritožujejo, torej migranti, se pritožujejo nad dolgotrajnimi v bistvu postopki na upravnih enotah. Torej, ampak to so res v bistvu zelo dolgi postopki, ki trajajo veliko mesecev, tudi leta, se vodijo po zakonu o tujcih. To so postopki, ki se nanašajo na pridobivanje in podaljševanje različnih dovoljenj za prebivanje zanje in za njihove družinske člane. Zdaj, kadar se varuh v teh primerih obrača na konkretne upravne enote, so njihovi odzivi ponavadi grejo nekako v tej smeri, da se sklicujejo na sistemske razloge, kot so velik pripad zadev, velike zaostanki, kadrovska nedohranjenost, velika fluktuacija zaposlenih. Zdaj, varuh, mislim, ker je to res težava, ki že leta pravzaprav obstaja, je varuh nekako zavzel to stališče, da seveda to ne opravičuje stanja in da če se upravni organi zavedajo te sistemske težave, ki traja že toliko časa, bi jo v tem času mogli tudi že rešiti. Je pa tako, da v bistvu v zadnjem času tudi ugotavljamo, da veliko časa trajajo čisto taka enostavna v bistvu procesna opravila v upravnih postopkih, ki ne terjajo nekega poglobljenega odločanja, izvajanja dokazov. Naprimer, preprosto odstop zadeve, recimo drugemu organu. Tako da to v bistvu neučinkovitost dolgotrajnih upravnih postopkov je res v bistvu neka težava, ki obstaja že leta, ima neke zagotovo sistemske vzroke, ampak se je tudi učinkovito ne rešuje. Je pa treba nekako poudariti, da na področju migracij je to še dodatno v bistvu
težavno, ker je povezano z temi negotovostmi, o katerih ljudje govorijo. Ko govorijo, recimo, da zaradi dolgotrajnega postopka recimo, že dolgo časa niso mogli obiskati svojih družinskih članov, da se lahko ne bojo več mogli šolati, da lahko izgubijo delovno mesto in tako naprej. Tako da to je v bistvu kar neka še dodatna stiska, ki je recimo tisti, ki smo državljani, pa smo ravno tako mogoče soočeni z neko neučinkovitostjo recimo državnih organov, ne občutimo tako močno. Zdaj tudi v bistvu mi se še vedno srečujemo tudi s težavami oseb recimo iz določenih drugih držav, ki ne morejo odpreti bančnega računa. To je bila v nekem času kar tako pač pogosta pritožba. Banke so se pri tem v glavnem sklicevale na neko to svojo pogodbeno svobodo, češ da se lahko same odločajo, s kom bojo sklepale razmerja, pač ta pogodbena razmerja in ponujale svoje bančne storitve. Zdaj pač težava varuha je bila, ker ni neposredno pristojen do bank, ker pač to niso oblastni organi. Smo pa pač vseeno to težavo ocenili kot primer nedopustne diskriminacije in smo nekako zavzeli stališče, da ja, seveda, čeprav imajo gospodarski subjekti to svobodo sklepanja pogodb, pa seveda v bistvu jih pri tem ne smejo izvajati neke nedopustne diskriminacije, se pravi, ne smejo v bistvu razlikovati na podlagi osebnih okoliščin. Smo pa pol v bistvu vseeno zadevo tudi obravnavali, kar tudi lahko v bistvu kot neko splošno vprašanje in smo se potem obračali na druge pristojne institucije, zlasti na Banko Slovenije in jo nekako spodbujali, da pa naj vendarle omogoči boljši dostop do tega osnovnega bančnega računa, skladno s pač pravom Evropske unije. Tako da kasneje je tako stališče tudi zagovornik zavzel in smo potem tukaj nekako skozi neko sinergijo, se mi zdi, da vseeno, no mogoče bi rekla, da je stanje v zadnjem času nekoliko boljše, ker je teh pritožb v bistvu bistveno manj. No. Tako da takrat smo se v bistvu celo obrnili na Evropsko komisijo, ker se nam je zdelo, da je ta direktiva o osnovnem bančnem računu bila nedosledno implementirana v slovenski pravni red, sicer izkupiček tega pristopa ni bil ravno ni prinesel v bistvu rezultata, ki smo si ga želeli, no, ampak kljub temu se mi zdi, da je takrat, da sta Banka Slovenije in pa Ministrstvo za finance vseeno nekako v bistvu apelirala na komercialne banke, da so boljše informirale ljudi o tem dostopu do osnovnega bančnega računa. Zdaj določene težave, s katerimi se varuh srečuje, so vezane tudi pač na te neke specifične v bistvu tujske statuse, recimo še vedno opozarjamo, da obstajajo v Sloveniji osebe, ki so tukaj daljši čas brez urejenega statusa, torej v nekem neregularnem položaju, ampak more biti celo tolerirane in tako stanje lahko traja leta in leta. V naši zakonodaji, po našem mnenju, ni ustrezne pravne podlage, ki bi omogočala njihovo regularizacijo, čeprav v bistvu ta pravica bi jim nekako šla na podlagi pravice do zasebnega in družinskega življenja po 8. členu pač Evropske konvencije. No. Še vedno se tudi občasno srečujemo recimo s primeri izbrisanih oseb, ki nimajo urejenega, bodisi sploh nimajo urejenega statusa, bodisi nimajo samo ustreznega dovoljenja za prebivanje. Zdaj, ker gre v bistvu za populacijo, ki se že stara in ima določene hude zdravstvene težave oziroma potrebo po domski oskrbi, je tle pač ta težava, ker brez dovoljenja za stalno prebivanje pač do teh pravic socialno-varstvenih ljudje niso upravičeni. Srečali smo se recimo v preteklosti tudi že s primerom recimo očitno problematičnih predsodkov pri uradnih osebah na upravni enoti. Tako smo recimo obravnavali očitek diskriminacije na eni od upravnih enot, kamor sta se obrnila slovenska državljanka in njen partner, drugače državljan Nigerije in prosilec za mednarodno zaščito. V bistvu so se na upravno enoto na matičarko obrnila zgolj za to, da bi pridobila neke informacije o tem, kako bi lahko sklenila zakonsko zvezo. Ampak matičarka jim je ob tej priložnosti začela pojasnjevati, da bo v primeru dejanske sklenitve te zakonske zveze uvedla zoper nju postopek, v katerem bo preverjala, ali je ta zakonska zveza dejansko pristna. Kar je neka možnost, v bistvu, ki jo ima po družinskem zakoniku, ampak mora za to obstajati neka podlaga. Ta matičarka pa je to v bistvu utemeljevala s tem, da se v življenju še ni srečevala za Nigerijci. Tako očitno je šlo v bistvu za neke predsodke, rasno motivirane predsodke, tako zelo problematične. Tako da ja, takrat je v bistvu pol varuh zavzel neko stališče, da je bil ta odziv matičarke neustrezen, da kaže na ta obstoj rasistično obarvanih predsodkov
in je to ocenil kot zelo zaskrbljujoče. Dal je tudi neka priporočila na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, da bi pripravili neka interna navodila, neke smernice za matičarje, ampak mislim, da se pol niso odzvali na željen način. Tako da ja, v bistvu iz prakse varuha teh primerov je res veliko, mislim, raznolikih. Tako da ja, je kar pestro področje dela. Gospod Vernik Šetinc, glede na izčrpnost sogovornic si težko predstavljam, da imate še kaj za dodati z področja dela zagovornika načela enakosti, ki v bistvu na več načinov obravnava primere zatrjevane diskriminacije tujcev oziroma priseljencev, njihov položaj spremlja tudi na sistemski ravni, ampak vseeno, kaj so ključne ponavljajoče se situacije, kje prihaja do neupravičene obravnave teh oseb in kaj kažejo primeri bodisi ugotavljanja diskriminacije, bodisi svetovanja uporabnikom? Imamo več načinov dela z uporabniki, s tistimi ljudmi, ki se obrnejo na nas za pomoč. Eno je preprosto rečeno svetovanje, kaj se da v zadevi storiti in ali bi lahko šlo za ta problem. Drugo vprašanje je potem ugotavljanje same diskriminacije v nekem postopku, kjer pravzaprav ugotovimo na pravno obvezen način, da je šlo za diskriminacijo in na ta način žrtev dobi neko zadoščenje, pa tudi skušamo vplivati na povzročitelja, da bi to diskriminacijo odpravil. Tretje vprašanje je pa pol možna pravna pomoč. Recimo ni izključeno, da bomo komu pomagali prijaviti, da tako rečem, napisati pritožbo zoper delo policije, ki bi bilo recimo rasistično motivirano ali pa neka napaka, ki bi lahko imela vzrok v tem. Zdaj paleta teh vprašanj, jaz mislim, da smo kar večino tudi mi tukaj obravnavali. Mogoče bi omenil še v zvezi z zaposlovanjem recimo odkrite prakse, pogojevanja zaposlitve z državljanstvom, recimo barvo kože, pri tem, ko nekomu ne zagotoviš storitve, ne vem, taksi služba, več taksistov zapored ne želi ustaviti, ali te bo varnostnik pregledoval, češ da si sumljiv z vidika tega, da si kaj ukradel ob tem, da si bil v trgovini, in take stvari. Zdaj, ob tem smo seveda zaznali tudi kar nekaj sistemskih problemov, ki so bili že omenjeni, kako nisi upravičen sodelovati na kakšnih javnih razpisih, tudi občinskih in podobno. In to ne glede na to, je ta stvar že pogojena z neko zakonsko normo, ki je tudi sama zase lahko problematična ali ne. Bi pa rekel, da ni nujno, da te prijavljeni primeri pokažejo na vse probleme, ki so veliki, ali pa sistemske probleme. Na splošno je število prijavljene diskriminacije v Sloveniji zelo nizko in to, kar mi dobimo, je pravzaprav le vrh ledene gore tega pojava. To pa pokaže tudi raziskave, že gospa je omenila tisto, ki so jo opravili tudi recimo s situacijskim testiranjem. Mi smo tudi kar nekaj javnomnenjskih raziskav opravili, ki pokažejo, da se v bistvu ljudje zelo pogosto srečujejo z diskriminacijo, da pa zadeve niso prijavili bodisi zato, ker mislijo, da se to pravzaprav ne splača, ker se ne bo nič spremenilo, ali pa, kar je tudi še bolj zaskrbljujoče, da se bojijo povračilnih ukrepov, češ, če bom zadevo prijavil, bo še slabše. Tako da to priča o nekem vzdušju tudi nezaupanja pravzaprav v to, da jih je sistem sposoben zaščititi. Kar eno vrsto problemov smo bili opozorjeni tudi prek zagovorniških organizacij in smo nanje potem tudi na neki sistemski ravni opozarjali, recimo omenjen je bil problem znanja jezika, to je bilo tudi predmet razprav v zvezi z pogojevanjem naenkrat pravzaprav določenega nivoja znanja slovenščine, zato da boš lahko dosegel recimo združevanje z družino,
zato da ne boš izgubil statusa, če boš recimo postal brezposeln in tako naprej. Tudi problemi dostopa do zdravstvene oskrbe, do vrtcev recimo in podobno smo obravnavali in vprašanje tega, da je treba informiranje zagotoviti tudi v drugih jezikih, ne glede na to, uradni jezik v Sloveniji, slovenščina seveda je, ampak to ne pomeni, da so lahko ljudje brez informacij in tudi mi recimo, ki svetujemo ljudem, ki se na nas obrnejo, v tem delu postopka seveda uporabljamo tudi druge jezike in zagotavljamo prevode in podobno, če je to potrebno. Zdaj, precej rešitev je pravzaprav problematičnih že na ravni zakonodaje. Ne bi šel toliko daleč, da bi rekel že ustave, ampak določb ustave, ki pogojujejo ali pa določajo, da so neke pravice dostopne samo državljanom ali pa da varuh človekovih pravic varuje sam pravice državljanov, pač ne smemo imeti dobesedno, to je v nekem kontekstu pač tudi mednarodnega prava, prava EU, konec koncev treba razumeti. Noben ne more reči, da imajo samo državljani pri nas pravico do socialne varnosti ali pa dostopa do stanovanja. Tako da pač te omejitve tudi v zakonih in drugih pač predpisih problematiziramo. Omenil bi recimo vprašanje zaposlovanja v javnem sektorju, javnih uslužbencev. Opozorili smo pri zakonu o javnih uslužbencih, da najbrž ni možno utemeljiti, da je vedno, da mora biti pogoj imeti slovensko državljanstvo za to, da dobiš delovno mesto, kjer si imenovan v naziv, pač kar nekaj je delovnih mest, kjer tega ni nujno treba zahtevati, ker niso po vsebini taka, da bi obsegala oblastno odločanje ali kaj podobnega. Pač o teh stvareh včasih nismo slišani. Recimo, če ponazorim še eno, pač, da tako rečem, v nebo vpijočo situacijo, lahko kandidiraš na občinskih volitvah, postaneš župan, si občinski svetnik kot tujec, ne boš pa smel kot uradnik v občini biti zaposlen. Pač to ne gre. Druga taka stvar je recimo stanovanjski zakon, nismo bili slišani ob pripombah k zakonu. Opozorili smo na številne pripombe ali pa opozorila mednarodnih nadzornih institucij, da je to pač diskriminatorno, če se omejuje dostop do neprofitnih stanovanj ali pa dostop do subvencij samo za državljane in državljane članice EU, bom rekel. Še zraven, zdaj trenutno delamo oceno diskriminatornosti, kakšen bo izid, zdaj težko rečem, ker to pač se s tem ne ukvarjam jaz. Gotovo je pa potem naprej možnost tudi zagovornikov, da gre na Ustavno sodišče. Nekaj teh vprašanj pravzaprav že obravnava Ustavno sodišče, ki smo jih odpirali v zvezi z ugodnostmi v času koronske krize, ki so izključevale tujce. Upozoril bi, da je pač kar velika nekonsistentnost v tem polju, da recimo ni precej jasno, zakaj bi recimo občine lahko omejevale občinsko pomoč pri rojstvu otroka samo na državljane. Hkrati imamo pa v zakonu določeno, da imajo tujci slovenskega porekla recimo prednost pred ostalimi tujci tretjih držav pri zaposlitvi. Zakaj bi zdaj nekdo slovenskega porekla imel prednost pred IT-ovcem, da tako rečem, iz Indije, ki si ga želimo zaradi potreb v gospodarstvu. To je samo tako kot ponazoritev tega, da se mogoče te teme premalo sistemsko lotevajo tudi tisti, ki bi morali pravzaprav razvijati politike na tem področju. Gospa Velišček, gospod Vernik Šetinc je že nekako se obrnil tudi v prihodnost. Kaj so po vaši oceni ključni izzivi, ki jih moramo glede na trende in predvsem te demografske projekcije tudi v Sloveniji pa v Evropski uniji pričeti reševati sistematično in takoj?
in v katere aktivnosti se bo v naslednjih letih usmerila slovenska filantropija ter zakaj, če lahko na kratko povzamete? Ja, jaz bi tukaj vedno začela s tisto že malo za nas zlajnano verzijo, ne, da migracije vedno so bile in vedno bojo in da je potem na nas, a vidimo migracije kot nek problem, a jih bomo začeli tudi videti kot neko možnost za neko stvar, ki bo pač koristila vsem, ne samo ljudem, ki pač se preseljujejo in priseljujejo v želji po boljšem življenju. Ne. Tukaj se večinoma ljudje vtaknejo v to, ja, sej ne bežijo vsi pred vojno, ne bežijo vsi tujci pred vojno, eni pač pridejo tudi zaradi boljšega življenja, ker Slovenci dostikrat migriramo v kakšne sosednje države in tako, in jaz mislim, da bi mogli imeti vsi pravico do tega in da bi mogli iz tega pač potegniti dobre stvari in prednosti, ki lahko za nas prinesejo. Ne. Ogromno je neke literature in raziskav, ki dokazujejo in prikazujejo prednosti preseljevanja in priseljevanja, od tega, da pač so priseljenci delovna sila, do tega, da so neka protivtež staranju prebivalstva, do tega, kako neka kulturna raznolikost prinese nekega bogatenja družbe in tako dalje. Ne. Zdaj jaz mislim, da imamo na tem področju še zelo veliko izzivov, ne, da v bistvu težave rešujemo za nazaj, ne, ko se že pojavijo in da v bistvu ne sledimo trendom. Ne. Slovenija je bila dosti homogena država še par let nazaj, kar se tiče priseljevanja, smo pa videli ostale evropske države, kaj se dogaja, in namesto, da bi v bistvu preventivno delovali in prej sprejeli neke ukrepe, ne, vedno delamo to za nazaj, ko so neke težave že zelo aktualne ali pa že take, da je v bistvu že velik problem. Ne. Na filantropiji seveda bomo nadaljevali z vsemi programi, ki smo jih izvajali do zdaj, nadaljevali bomo z opozarjanjem na stvari, ki niso okej, na vse pač težave, neenakopravne obravnave in tako dalje, o katerih smo v bistvu danes govorili. Jaz mislim, da je to ena velika naša vloga, da pač opozarjamo na to, hkrati pa da v bistvu učimo z nekim zgledom. Ne. Tukaj bi spet poudarila vlogo naših prostovoljk pa prostovoljcev, ne, ki v bistvu nudijo različne pomoči migrantom, od učenja jezika do učne pomoči, do nekega mentorstva, in ki lepo v bistvu dajo protivtež vsem tem slabim praksam nekega sovraštva in rasizma in s svojim zgledom kažejo, kako pač lahko se pomaga migrantom, kako lahko v bistvu sobivamo čist brez težav in kako si v bistvu vsi zaslužimo neko dostojno in enako obravnavo. Doktorica Bajd, gospa Velišček je omenila v svojem odgovoru tudi te trende. Kaj so z raziskovalnega sociološkega vidika trendi pri migracijah v Sloveniji in Evropski uniji in kje vidite rešitve, nekaj jih je že omenila tudi gospa Velišček, ki bi privedle do bolj vključujoče in nediskriminatorne družbe, ker migracije so pač dejstvo. Ja, mislim, seveda migracije nedvomno so bile in so in bodo družbeno dejstvo in zdaj, kot je rekla Tina, ne, kako se na to odzivamo, je pa na nas. Ne. Zdaj, jaz mislim, da se bojo v prihodnje ti globalni trendi, procesi samo še krepili. Torej, demografske spremembe, tudi Slovenija je ena držav, ki se pač stara, ne, sploh se Evropska unija stara, podnebne spremembe imamo, geopolitični konflikti, globalne neenakosti. A ne. Zdaj v EU in v Sloveniji lahko v bistvu že zelo od blizu in zelo natančno opazujemo ta dva vzporedna procesa. Eden je, da v bistvu je ta povečana potreba po priseljenski, migrantski delovni sili, po drugi strani imamo to zaostrovanje, ne, migracijskih politik in Slovenija predvsem to osredotočanje na nedokumentirane migracije, a ne, na pač v bistvu in cela Evropska unija, to zapiranje meja nedokumentiranim migrantom. In zdaj ta protislovnost v bistvu ustvarja neko situacijo, kjer so migranti po eni strani res ekonomsko potrebni, po drugi strani pa so in družbeno in politično problematizirani. V bistvu se obnašamo, tudi politike v bistvu so nastavljeni v smeri nekega, da so migracije cirkularne, da krožijo, da ljudje pridejo, oddelajo svoje in potem grejo, a ne tako nekako po temu modelu gastarbeiterjev, ki so bili generacija naših staršev, predvsem, ko se je recimo migriralo v Nemčijo po vojni. Torej, ideja, da se bodo nekoč vrnili, popolno v bistvu
nepripravljenost, kot je Tina omenila, v času, ko je za to še dovolj nekih manevrskega prostora za neko načrtovanje, pa dejstvo, da verjetno, če so to recimo sposobni mladi moški za delo v gradbeništvu ali pa mlade ženske za delo v skrbstvenem delu, v turističnem sektorju, kjer je trenutno veliko pomankanje v delo v, pač, kako se temu reče, hospitality industry po slovensko. Skratka, pozablja se na to, da ti ljudje slej ko prej, če že nimajo družina, si jih bodo pa ustvarili, saj to je nekako normalno in da je treba računati na to, da ta proces integracije bo slej ko prej treba nasloviti kot nekaj, kar je družbeno dejstvo in pač se je tega treba tudi sistematično lotevati. Tako da jaz bi rekla, preden grem na rešitve, da če sem se v vseh letih raziskovanja teh procesov, če je ena stvar, ki recimo jo opažam, je to, da pravzaprav procesi, ki jih najprej opazimo na marginaliziranih skupinah, kaj se dogaja beguncem, kaj se dogaja tistim v najbolj prekarnih sektorjih, slej ko prej se bo seveda, če gre za neko zaostrovanje politik, za neke pritiske, za manj pravic, krčenje pravic, to se bo slej ko prej prerilo na tako imenovano večinsko družbo, in v bistvu bi morali, ker dostikrat slišimo te očitke, pa kaj ti migranti, pa kaj pa mi Slovenci, pa zakaj govorite zdaj, se je prav, da se v Sloveniji govori slovensko. Absolutno je to pravilno, ampak zakaj v procesih diskriminacije recimo tega ne opažamo za ljudi, ki uporabljajo recimo angleški jezik, Takrat pa ni problem, pa vsi znamo angleško. Ali pa včasih tudi hrvaško ne znamo, pa čeprav vemo, da vsi razumemo nekaj besed. Torej tukaj gre za to, da ne želimo znati, Tako da v bistvu kot nekdo, ki raziskuje družbene procese, ko vidiš nekaj, kar na nekem področju ne deluje, poskušaš z nekimi priporočili, z nekimi predlogi, zato da bi se mogoče politike oblikovale v smeri, ki bi presekala ali pa naslovila določen problem, v bistvu vedno naslavljaš družben problem, vedno naslavljaš situacijo, ki naj bi dolgoročno prinesla boljše življenje za vse nas. In to je spregledano, to sploh ni razumljeno na ta način nikoli, Tako da, kar zadeva rešitve, bi jaz mogoče jih videla predvsem v telih smereh, Po eni strani res celostne, vključujoče integracijske politike, ki res temeljijo na participaciji migrantov samih, torej dajmo jih vprašati, kaj pa oni dejansko potrebujejo, ne zgolj na tem upravljanju migracij od zgoraj navzdol, Potem ureditev trga dela, ki preprečuje izkoriščanje in v bistvu res zagotavlja enake pravice za vse delavce, ne glede na njihov status. Krepitev pravne zaščite, absolutno, nadzora nad kršitvami, zdaj tukaj mora biti neka transparentnost delovanja institucij, to so kolegi pred mano, tudi Boštjan že res dobro v bistvu našteli in izpostavili. Absolutno moramo delati na dekonstrukciji teh negativnih diskurzov o migracijah, sovražni govor je velik problem v družbi, in ti javni narativi, javni diskurs, to, kako se govori, to, kar slišimo v medijih, to zelo pomembno vpliva v bistvu tudi na politike in na vsakdanje prakse in je problem, da se normalizira to izključevanje, da se sovražni govor normalizira, da se diskriminatorne prakse ne problematizirajo vedno, ampak da se mogoče tudi normalizirajo. Ja, sej prav, sej Slovenija je za Slovence, sej tukaj mora biti tako, Pomemben je po mojem tudi transnacionalni pristop, torej nekaj, kar gre onkraj meja zgolj ene države, ker seveda migracij ne moremo učinkovito obravnavati, kaj šele urejati zgolj na ravni posamezne države, In po moje ključno je priznati, da je integracija večsmeren proces, vsaj dvosmeren proces, nikoli zgolj enosmeren proces, kjer se prilagaja zgolj tisti, ki je prišel, torej priseljenec, temveč v bistvu gre za nek dvosmeren, večsmeren proces pravzaprav družbene preobrazbe, ki zahteva spremembe tudi v večinski družbi, torej da je integracija res udejanjena kot ta fleksibilen, kompleksen proces, ki vključuje vse nas, bi rekla. Konec koncev se moramo naučiti kot družba tudi nekako prilagajati in sprejemati različnosti. In če že vzamemo ta zelo konkreten primer v šolah, kjer je bilo izpostavljeno, zakaj vedno gledamo zgolj na to kot problem, da je pač večjezičnost zdaj v šolah,
pa probajmo mogoče tudi izkušnjo Slovencev po svetu ali pa naših prednikov, ki se konec koncev, kdo pa so migranti. Po moje smo mi vsi slej ko prej na eni točki v življenju migranti, razen tisti redki ljudje, ki se nikoli niso preselili nikamor, ne. Tako da vsi imamo nekako to izkušnjo, kjer mogoče nismo bili sprejeti ali pa kjer nismo razumeli jezika ali pa kjer smo se počutili malo nesigurne v nekem novem okolju. Ne? Se mi zdi, da če iz neke te empatične pozicije pristopimo in vedno ljudje, ki tudi tisti, ki imajo neke zelo negativne, bi rekla, predsodke, če poskušamo nekako razumeti, iz kje to prihaja, potem smo že po moje na pravi poti. Tako da ne bomo zgolj negativni, kaj vse ne štima, da pogledamo tudi, kje pa so te dobre prakse nekega, bi rekla, dolgoročnega razumevanja in sodelovanja in da končam s tem, ne, da tudi gledamo na pač večkulturnost, večjezičnost kot neko bogatenje pravzaprav našega okolja. Ne. Doktorica Mozetič, zelo specifično vprašanje vam bom postavila za zaključek, ko se obračamo v prihodnost. Se pravi, doktorica Bajt je omenila v bistvu neke nove poti. Leta 2024 je bila sprejeta strategija vlade Republike Slovenije na področju priseljevanja. Ali je to ustrezen odziv in primerna podlaga za načrtovanje nekih konkretnih ukrepov na področju migracijske politike, zlasti z vidika seveda človekovih pravic tujcev oziroma priseljencev in pa vprašanj povezanih z integracijo, ne nazadnje o tem govorimo v celotnem današnjem podcastu. In kaj so po vašem kratkoročni oziroma dolgoročni izzivi glede zagotavljanja vseh človekovih pravic tujcem oziroma priseljencem? Ja. Mislim, da je naslov tega vladnega dokumenta vladna strategija vključevanja tujcev, ki niso državljani Evropske unije, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije. Zdaj to je po mojem vedenju prvi tovrsten političen dokument pri nas in po mojem ga že z tega vidika gre pozdraviti, ker je očitno pokazatelj tega, da se je vlada zavedla, da je integracija nekaj, s čimer ne bi se ukvarjala oziroma da bi bilo dobro, da se s tem ukvarja. Je pa po mojem mnenju ta strategija še vedno v veliki meri zgolj popis stanja in v manjši meri to, kar naj bi neka politična strategija bila, torej nek nabor ciljev za prihodnost. Jaz bi rekla, da za zdaj je v Sloveniji integracija urejena precej pomanjkljivo. Posamezni ukrepi so bolj ali manj privesek posameznih zakonov, recimo zakona o tujcih, ki načeloma ni namenjen urejanju integracije, ker je pač to zakon, ki je fokusiran na notranje zadeve. Mestoma je ta ureditev tudi zelo neposrečena. Mislim, da je Boštjan tudi že omenil, da recimo, ne vem, po zakonu o tujcih mora oseba izpolnjevati nek jezikovni pogoj, se pravi opraviti izpit iz slovenščine na ravni A1, da se ji lahko podaljša dovoljenje za prebivanje za družinskega člana, potem ko je 1 leto že tukaj živi s svojo družino. In ker je v Sloveniji večina imetnikov tega dovoljenja za prebivanje v bistvu žensk, se nam poraja pomislek, ne gre tukaj v bistvu tudi za posredno diskriminacijo na podlagi spola. Poraja se pa tudi v bistvu vprašanje učinkovitosti takega ukrepa, ki je v osnovi zamišljen bolj kaznovalno, ker moramo se pač integracijski ukrepi naj bi bili namenjeni temu, da zasledujejo večjo vključenost posameznika v družbi, kjer živi. In treba se vprašati, res pričakujemo, da bo recimo mati in žena, ki je tukaj do zdaj živela s svojo družino, potem, ko ne bo izpolnila tega jezikovnega pogoja in je bo zavrnjeno podaljšanje dovoljenja za prebivanje, odšla nazaj v svojo izvorno državo, a ni morebiti večja verjetnost, da bo pač ostala tukaj v nekem neregularnem položaju, zaprta v nekem izoliranem okolju, ki mogoče za njo tudi ni najbolj varno. V bistvu to kaže, da so včasih ti integracijski ukrepi oziroma ukrepi, ki se jih predstavlja kot integracijske, pač zamišljeni nekoliko slabo. Skratka, v bistvu to strategijo zdaj imamo, tako da morda bi morali počasi začeti razmišljati recimo o posebnem zakonu o integraciji, kar bi bila priložnost, da bi tudi bolj celovito država razmislila recimo o teh ukrepih in bi se tega lotila mogoče tudi bolj z vidika več resorjev. Zdaj, tudi na ravni Evropske unije je za ugotoviti, da je integracija tema, da je pač to trend.
Tako da recimo Evropska unija je sprejela akcijski načrt za integracijo in vključevanje za obdobje 2021 do 2027, ki temelji na nekem splošnem načelu vključenosti za vse. In integracijo razumejo, tako kot je Veronika omenila, kot nek dvostranski oziroma večstranski proces. Se pravi, ne gre le za ukrepe, ki ne bi veljali za migrante, ampak je fokus v bistvu usmerjen na družbo, ne, kot celoto. Zdaj tudi slovenska strategija temu deloma sledi in izpostavlja več nekih sklopov integracije, recimo jezikovna integracija, trg dela, izobraževanje, ampak se mi zdi pa v bistvu pomembno poudariti, da en sklop pa je integracija v lokalno okolje. In to je pravzaprav neka novost, ki kaže na nek premik od tega do zdaj prevladujočega pogleda, da so migracija in integracija nekaj, s katerim se ukvarja samo državni nivo oblasti. Torej, nacionalna strategija poudarja, da je lokalno okolje, v katerem oseba živi, najpomembnejše in najbolj ključno v procesu integracije in tudi predvideva recimo sprejemanje nekih lokalnih strategij na tem področju. Tudi v bistvu v praksi se že pojavljajo neki zametki tega, tako da tudi v Sloveniji so recimo nekatere lokalne skupnosti oblikovale celo nove institucije, tako imenovane svete za vključevanje tujcev, ne, migrantov, ki so zamišljeni kot neki posvetovalni organi, sestavljeni iz predstavnikov občin, društev, ne vem, organizacij, ne, katerih člani so migranti. In seveda smisel je, da se lahko na tak način hitro zazna težavo, ki jo imajo ljudje v nekem lokalnem okolju in se tudi potem hitro lahko začne oblikovati mogoče neke rešitve. Mogoče velja omeniti še to, da obstaja celo konvencija o udeležbi tujcev v javnem življenju na lokalni ravni. Gre za konvencijo Sveta Evrope, ki jo je Slovenija podpisala, ni pa je še ratificirala, tako da zanjo še ni zavezujoča. Vseeno pa v bistvu nakazuje nek pogled te regionalne organizacije, ki je zelo dejavna na področju človekovih pravic, v temu, da smatra politično participacijo migrantov za temo, ki je pač pomembna, ne, v perspektivi. Tako da, ko si vprašala, kakšni so kaj izzivi, dolgoročni, bi rekla, da to je eden od teh izzivov, politična participacija. Zdaj pa, če bi pogledala mogoče nekoliko širše, bi mogoče omenila še par nekih izzivov. Recimo družbeno-ekonomska izključenost. Vedno več se recimo govori o tem, da ljudje iz drugih držav težko uveljavljajo svoje recimo ekonomske, socialne pravice, se soočajo z negotovimi recimo razmerami na delovnem mestu, izkoriščanjem in ne vem, problemi pri dostopu do stanovanj, do javnega zdravstvenega sistema in tako naprej. Potem dodatna tema je recimo krčenje prostora za civilno družbo. V določenih državah se organizacije civilne družbe in zagovorniki človekovih pravic soočajo z določenimi ovirami, tudi ustrahovanji, sankcijami. Tako da to je zagotovo tudi pač izziv, ki ga bomo mogli se z njim ukvarjati v perspektivi. Tretji tak izziv, bi rekla, je še digitalizacija in tveganja, ki so povezane z umetno inteligenco. Recimo vse bolj narašča uporaba umetne inteligence in teh digitalnih tehnologij pri nadziranju meje in v postopkih, ko gre za v bistvu odločanje, ki je povezano v bistvu z migracijami. In to velikokrat gre tukaj res za uporabo neke tehnologije, nekih algoritmov, ki jih pravniki, ki se ukvarjamo s človekovimi pravicami, v bistvu niti ne razumemo zelo dobro, ampak vemo pa, da gre za neke nove pristope, ki potencialno ogrožajo človekovo dostojanstvo, zasebnost, varstvo podatkov, tudi načelo nediskriminacije. No in še zadnja, na hitro bi omenila še ta politična pač politika, ki migrante prikazuje predvsem kot neko varnostno tveganje in pa porast tega protimigrantskega razpoloženja v javnosti. Vse to v resnici močno ovira neke trajnostne ukrepe vključevanja, ki temeljijo na človekovih pravicah. Skratka, v bistvu vse te organizacije, ki se ukvarjamo s človekovimi pravicami, nacionalne organizacije, pač v osnovi zagovarjamo to, da kakršnikoli pristopi na področju migracije, na področju integracije morajo v osnovi temeljiti na človekovih pravicah, da je to ta osnova. Gospod Vernič Šetinc, še čisto na kratko za konec, glede na to, kakšne te ključne teme, ki se nakazujejo v prihodnje glede položaja tujcev oziroma priseljencev, se pojavljajo v naši družbi, kako lahko zagovornik pomaga k bolj vključujoči družbi, ki bo znala izkoristiti vse te potenciale družbenih členov, tako da ne bo nihče neupravičeno slabše obravnavan? Jaz mislim, da je zelo pomembno izhodišče, da so vse človekove pravice varne samo v nekem ravnovesju. Ne da se jih deliti, ne da se jih razdruževati,
med sabo so povezane nerazdružljivo. To je pač ena stvar. Tako da ni supermarketa v tem smislu, da bi samo nekatere pravice varovali, drugim pa kakšnih manj. To bi moralo biti izhodišče. Jaz mislim, da bi morali tudi razumeti cel kontekst, v katerem funkcionira tako ta prepoved diskriminacije in izključevanja in po drugi strani ta ideja o enakosti, o vključevanju. Tudi to je pač celota in zdaj obravnava tujcev je pravzaprav samo en del teh vprašanj in je problem, kadar zato, ker je pač lahko tudi občutljivo vprašanje, začne razjedati, da tako rečem, to idejo. Mi kot zagovornik pač pogrešamo predvsem strateški pristop tudi k vsej tej temi preprečevanja in odpravljanja diskriminacije. Pač mislimo, da potrebujemo strategijo nasprotovanja diskriminacije vseh ljudi, kogarkoli, ne le tujcev, ampak seveda tudi tujcev. In zdaj težava je med drugim tudi zaradi prevzetih mednarodnih obveznosti, konec koncev tudi akija znotraj Evropske unije, da nimamo niti strategije preprečevanja tega, kar je narobe. Recimo, manjka nam strategija preprečevanja rasizma. In prav pri problemu rasizma in ksenofobije je pač splošno znano, da je ta odnos proti nedržavljanom, sploh migrantom, beguncem in iskalcem azila eden glavnih virov sodobnega rasizma. Kršitve človekovih pravic teh skupin ljudi so zelo široko razširjene in ne smemo biti ravnodušni do tega, ker je prav to pravzaprav ravnodušnost, sprenevedanje ali pa zanikanje, da problem sploh obstaja oziroma da se ga zmanjšuje, eden od ključnih pač elementov tega samega problema. In ne pomaga, če ga podcenjujemo, če ga pometamo pod preprogo in si ne priznamo, da imamo ta problem. Če je tako, potem problem postane sistemski in s tem je treba narediti prelom. Ljudje morajo pa na koncu dobiti neko zaupanje, da jih bo tudi država sposobna zaščititi pred vsemi oblikami diskriminacije. Vsi ljudje, ne. Tudi tujci, ne, ali pa če je to komu trn v peti, tudi samo tujci. Hvala vsem gostjam in gostu za vaše uvide in vaša pojasnila. V današnjem pogovoru smo med drugim poudarili, da je pravica do enake obravnave zagotovljena vsem, tudi tistim, ki v Sloveniji zakonito bivajo, niso državljani. Tujci oziroma priseljenci niso homogena skupina ljudi, ampak navznoter raznolika, z različnimi pravnimi statusi in različno ranljivimi položaji. Zlasti izstopajo prosilci za mednarodno zaščito in osebe z mednarodno zaščito ter otroci brez spremstva. Pomembno je sistematično spremljati položaj tujcev oziroma priseljencev, zlasti prek raziskav in zbiranja podatkov, da bi lahko razumeli vse okoliščine, ki lahko vodijo v diskriminacijo. Migracije so namreč neizbežno dejstvo. Evropska komisija pri tem posebej izpostavlja pomen učinkovitih ukrepov za privabljanje talentov zaradi nezaustavljivih demografskih trendov, ki na evropskem trgu dela povzročajo resne vrzeli. Bistveno in predvsem drugim pa je prizadevanje za mir in stabilnost vseh regij sveta, ker je nenazadnje najmočnejše zagotovilo za to, da bodo lahko priseljenci tudi v naši državi sprejeti, razumljeni in vključeni v družbo tako, da bomo na koncu vsi zmagovalci. To je bila 23. epizoda podcasta Zagovornika načela enakosti. Z vami smo bili doktorica Veronika Bajt, doktorica Polona Mozetič, gospa Tina Velišček in gospod Boštjan Vernik Šetinc. Pogovor sem povezovala Eva Gračanin. Vabljene in vabljeni, da nas spremljate tudi v prihodnje. Najdete nas na vseh platformah za podcaste. Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, LinkedIn in TikTok. Lahko nam tudi pišete na podcast@zagovornik-rs.si.
Lep pozdrav, do prihodnjič.